Dober dan, lepo pozdravljeni. Minister Erjavec bo dal izjavo v zvezi s pogovorom s predstavniki NPU, hkrati bo pa lahko odgovoril tudi na kakšno vprašanje v zvezi z evakuacijo slovenske družine iz Jemna. Prosim. Naj potrdim, da danes sem imel pogovore z Nacionalnim preiskovalnim uradom in sicer je to bil informativni pogovor. To se pravi, zaslišan sem bil kot oseba, ki naj bi nekaj več vedela o zadevi kandidature Alenke Bratušek za komisarko oziroma za podpredsednico komisije. Odgovoril sem na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena, pojasnil tudi določene okoliščine, povedal, da pač na tisti sporni seji vlade nisem sodeloval, in da po mojem mnenju, da je dopisna seja vlade, ki je tekla 5. septembra, bila v nasprotju z zakonom. Kot veste, 6 ministrov nas je takrat zahtevalo, da gre zadeva na redno sejo in sicer bi lahko šla v soboto, ker ravno 5. septembra so bila s takratno predsednico vlade in pa ministrom za obrambo na vrhunskem zasedanju Zveze NATO v Walesu in bi bilo mogoče izvesti redno sejo, s tem, da država ima vedno možnost, da tudi zaprosi komisijo in pa Bruselj, da pač se odloži za nekaj dni odločitev, ker to niti ne bi vplivalo na sam postopek oblikovanja komisije. Tako da lahko rečem, da vprašanja so bila korektna in upam, da sem s svojimi odgovori prispeval k razjasnitvi te zadeve. Kar se tiče slovenske družine v Jemenu, gre za 4 osebe, in sicer mati in 2 otroka, hčerka in sin, ter še babica, to se pravi mama od mamice, ki ima 2 otroka, medtem ko mož se je pa prostovoljno odločil, da ostane v Jemenu. Naj povem, da smo mi ves čas v kontaktu z družino, treba se tudi zavedati, da odločitev, da zapustiš kraj, ni enostavna, ker treba vedeti, da so imeli tam turistično agencijo, tudi so bili dobro situirani, premoženje, zato domnevam, da je verjetno mož ostal v Jemenu. Lahko pa povem dobro novico, da smo danes uspeli urediti letalski prevoz strani ene od mednarodnih organizacij in da je družina že na letalu zunaj zračnega prostora v Jemenu, tako da jaz upam, da bodo kmalu prišli v domovino, seveda je pa destinacija Addis Abeba. Vprašanje? Kakšno vprašanje? Petovar Planet TV. Gospod Erjavec, najprej na tole vaš pogovor, ki ste ga imeli z NPU-jem. A ste se morda v zadnjem času kaj pogovarjali z gospo Bratuškovo? Koliko težav imate vsi tisti, ki ste bili prej njeni ministri, zaradi te samokandidature? Mislim, temu kar ni konca. Poglejte, mi že takrat, ko smo to zadevo obravnavali, smo predlagali, da gremo z enim kandidatom, ker ni bilo mogoče doseči konsenza, ker je pač gospa Alenka Bratušek vztrajala pri svoji kandidaturi, je prišlo do situacije, ko so tudi ostale stranke ponudile svoje kandidate in od takrat naprej imamo zaplet, ker v preteklosti veste, da je Slovenija vedno predlagala samo enega kandidata, to je bil sicer vedno dr. Janez Potočnik, vendar je bilo tukaj politično soglasje, medtem ko glede kandidature gospe Alenke Bratušek pa političnega soglasja znotraj koalicije ni bilo. Povem lahko, da jaz z Alenko Bratušek potem, ko je odstopila kot predsednica vlade oziroma po volitvah, nisem več imel pogovorov, tako da ne moram nič kaj več povedati o tem. Res pa je, da imamo vsi težave, tudi meni ni prijetno, da
me obiskujejo predstavniki nacionalnega preiskovalnega urada in zaslišujejo ali pa sprašujejo po tej zadevi, ker moram reči, zame že zdavnaj ad acta ta zadeva in določenih stvari se niti ne spomnim več in moram vedno na novo pregledati dokumentacijo. Mogoče samo še Suzana Perman Pop TV na koalicijo aktualno, ne? Torej, včeraj je premier Cerar nekako pozval ministra Webra, da odstopita, ne želi odstopiti, torej danes sledi v parlamentu predlog njegove razrešitve. SD pa je na tem mestu na nekem razpotju, odločajo se ali sploh ostati v vladi ali oditi. Kaj menite, da se bo naposled zgodilo, poznate koalicijskega partnerja, kaj bi vi storili, če bi bili na njihovem mestu in imeli ministra, ki noče odstopiti, nima pa več zaupanja strani predsednika vlade? No, lahko povem, kaj bi jaz storil. Najprej bi kot predsednik stranke svetoval svojemu ministru, da odstopi, ker dejansko zadeva je na meji. Jaz lahko tudi povem, da če bi sam upravljal funkcijo ministra za obrambo, ne bi takšnega naročila obveščevalni varnostni službi dal. Tako da prvi moj nasvet bi bil, da bi minister odstopil in seveda našel ustrezno zamenjavo. Jaz mislim, da v stranki SD imajo dobre kadre, ne nazadnje je bila ministrica za obrambo in je dobro upravljala svojo nalogo dr. Ljubica Jelušič. Mislim pa, da je treba malce počakati, da oni so pač zdaj v nekaj zelo čustveni situaciji in mislim, da ko bodo prespali, da se ne bo nič groznega zgodilo. Če pa se bo in da bodo odšli z koalicije, pa mislim, da to ne bo imelo vpliva na politično stabilnost, ker stranka modernega centra in pa Desus imata zadosti glasov v parlamentu in bomo mirno nadaljevali naše delo, ker treba vedeti, da tujina, tudi Bruselj in različne mednarodne institucije zelo pozorno gledajo, kaj se dogaja v Sloveniji. In ključ je politična stabilnost. In če želimo nadaljevati z gospodarsko rastjo, z reševanjem situacije, rabimo stabilno vlado. In Desus bo to zagotavljal, seveda ob tem, da pričakujemo, da se bo tudi izpolnjevala koalicijska pogodba, to pa je usklajevanje pokojnin, regres in podobne zadeve. Mika Benedik, Radio Slovenija, glede tega obiska NPU-ja v zvezi s kandidaturo Alenke Bratušek, ste lahko razbrali, kaj je tako zelo sporno, ker verjetno sama njena kandidatura, glede na to, da je bil seznam 3 kandidatov, verjetno ne. Ali je že samo to, da se je domnevno sama predlagala, a je že to razlog za preiskavo? Ste razbrali, zakaj konkretno gre? No, zelo natančno vem, zakaj gre, vendar ne bi želel tega pojasnjevati javnosti, glede na to, da ta postopek teče. Mislim pa, da ste blizu tistemu, kar je sporno. Mene zanima, bo Desus razrešitev gospoda Webra podprl. Prva stvar, potem pa druga stvar. Menite, da bi bilo bolje, da vlada v primeru odhoda SD-ja vseeno razmisli, da povabi kakšno novo stranko v koalicijo, ali bi bilo boljše v tem primeru, da vladata sami SMC in Desus? Mislim, da je bolje, da sami vladamo naprej, če gre SD ven. To je v interesu stranke Desus. Mi smo močen koalicijski partner. Mi samo želimo, da se naš program uresniči. Ne vidim pa, kateri partner bi lahko vstopil v to koalicijo. Če mi lahko sugerirate, bom tudi komentiral. Pri zavezništvu Alenke Bratušek, ob tem, ko je v kazenskih postopkih, se ne predstavljam, da lahko stopi v koalicijo. Pri tem tudi ni jasno, koliko je sploh še poslancev v tej stranki. Mislim, da Peter Vilfan ni več član njihove stranke. Glede Nove Slovenije, mislim, da imamo povsem različne poglede, kar se tiče privatizacije. Oni bi prodali vse, kar se bi dal prodati, pa še ta nesrečni problem z družinskim zakonikom. Tako da jaz mislim, da če želimo neko mirno
politično življenje je še najboljša varianta, da ostane tako. Seveda najbolje bi pa bilo, da SD prespi, poiščejo novega ministra ali pa novo ministrico in da zaključimo nalogo, ki smo si jo zadali. Rešitev gospoda Webra. Kako bomo glasovali? Poglejte, vidim, da v medijih je sporna moja izjava, da sem dopolne rekel, da povsem zaupam predsedniku vlade in da bomo pač ravnali glede na to, kar je povedal predsednik vlade, ampak mi smo tudi pričakovali, da se bo minister za obrambo umaknil, če ni več deležen zaupanja predsednika vlade. Očitno bo ta razrešitev v parlamentu in mislim, da je korektno strani Desus, da tudi sami še enkrat pregledamo določene dokumente in se potem na podlagi tega odločimo. Tako da tukaj ni nič sporenega, ne, glede na to, da mogoče nas ven zgleda kontradiktorno. Če bi pač minister Weber sam odstopil, potem tukaj ne bi bilo problema. Mislim pa, da je prav, da pregledamo tudi sami, a je predsednik vlade pravilno ugotovil vse tisto, kar trdi, da je šlo za nezakonito ravnanje, netransparentno in tako dalje. Jaz lahko povem kot nekdanji minister za obrambo, da se mi zdi ravnanje ministra za obrambo, da ni v skladu z zakonom. Mislim pa, da je zaradi neizkušenosti pač podlegel tej pasti znotraj ministrstva za obrambo. Saj kot veste, mislim, da sem eden redkih ministrov, ki je sploh preživel cel mandat in se spominjam, ko sem bil minister za obrambo, ves čas sem se mogel izogibati raznim pastem, da ne bi nekam trčil. Smem še pod vprašanje na tisto prej, če je sporna samo kandidatura, v čem je potem vaše ravnanje, ker ste bili na seznamu 3 kandidatov drugačno od ravnanja Alenke Bratušek? Poglejte, jaz nisem sodeloval na seji vlade, jaz tudi nisem predsednik vlade, nisem vodil tiste seje, tako da verjetno iz mojega odgovora lahko zaznate, kaj je bilo narobe. Narobe je to, da je vodila sejo in hkrati bila kandidatka. Gospod minister, samo še na temo Jemna. Dejali ste, da so 4 osebe že na letalu in da je destinacija Addis Abeba. Zato, ker gre preko OZN. Kdaj pa bi ta ekipa teh 4 oseb lahko prispela in na kakšen način v Slovenijo? Kako jih boste potem naprej reševali? Glede na to, da so slovenski državljani, ni nobenega problema. Tudi mož, ki ni, mislim, slovenski državljan, ima pa dovoljenje za bivanje, če bi se naknadno odločil, da se pridruži družine. Tako da zelo bi bil presenečen, če bi Ministrstvo za notranje zadeve karkoli zapletlo. Mislim, da smo že zadosti teh zapletov imeli, ko govorimo o somalijski deklici. Ampak kdaj pa še ni jasno? Čim prej. Jaz vam težko to rečem. Meni je ta moment najbolj važno to, da je družina na varnem. Hvala lepa, ste zaključili. Hvala.